En lep dober večer vam želim in dobrodošli znova v mojo družbo. Danes bo tekla beseda o številu 11. Povedali bomo, kaj pomeni, ko vidimo na uri 11.11, kaj pomeni datum 11.11, ki se bliža, kaj pomeni 11 kot 11. mesec v letu in tudi sicer, kaj število 11 simbolizira. Pa pričnimo kar s tem. Poznamo mojstrska števila, to so 11, 22, 33 in tako naprej do 99. Naslednje leto je ravno zato tako zelo pomembno. Število 11 pa povezujemo z duhovnim bistvom, sporočilom, modrostjo. Se pravi, stvarmi, ki smo se jih naučili na lastnih napakah v prejšnjih življenjih in tudi sicer s temi nekimi duhovnimi zakonitostmi, katere radi prebiramo, jim sledimo, raziskujemo. Nekateri se bolj najdejo v budizmu, nekateri kje drugje. Načeloma pa, če zelo olupimo sporočila, ki nam jih prinašajo, te vede, verstva, prepričanja, nauki, kakorkoli bi temu rekli, je to sporočilo nekako podobno. Je to sporočilo, če zelo nasplošno rečemo, sporočilo svetlobe, sporočilo luči, ljubezni, miru. In pravzaprav v zadnjih letih od 2011 se zdi, da se svetloba in tema kar nekako bojujeta, kaj ne? Sploh zadnji 2 leti je veliko nihanja, veliko ozaveščanja. Kaj vse je vendarle na tem svetu še vedno narobe, čeprav smo bili prepričani, da smo kot moderna civilizirana družba vendarle bolj napredni, bolj, bom rekla, zreli. Preizkus zrelosti nam prinaša letošnji november, ravno zaradi števila 11, zaradi uvoda v leto 2022. Torej, kaj nam prinaša november, smo že povedali v naši oddaji, poiščite jo na YouTube, če še niste pogledali. Sama energija tega števila pa prinaša duhovno zrelost. To ne pomeni, da jo bo poštar prinesel, to ne pomeni, da bo kar samo od sebe prišla. Ne, nažalost. To pomeni, da nam bo življenje postreglo situacijami, preko katerih bomo lažje opazili, kje pa nismo zreli, kje pa morda nismo odrasli, kje pa morda še potrebujemo malo več znanja, malo več kilometrine, kot bi temu lahko rekli. In s tem ni nič narobe. Vsi smo se rodili zato, da bi se učili, da bi se razvijali, da bi bili kar najboljši človek, kar smo lahko, kar pomeni, da ga sem ter tja pobiksamo, pa še ga bomo, kar pa je najbolj pomembno, pa je, da prevzamemo odgovornost za vse te naše spodrsljaje. Torej, november kot 11. mesec nam vedno prinaša malo bolj povečano intuicijo, malo bolj smo rahločutni, posledično morda tudi razdražljivi, kajti včasih čutimo energije, ki niso naše. Včasih zaznavamo energije nižjih vibracij, ki nas zmotijo in smo zato kar nekako tečni. Torej, število 11 je intenzivno število. Tisti, ki ste rojeni 11. v mesecu ali pa kaj imate v svojih numeroloških osebnih številih, to število močno prisotno, veste, da gre življenje rado iz enega ekstrema v drugega, torej zelo rado niha, zelo radi nihate tudi vi v svojih odzivih, se pravi, nekaj časa ste zelo udarniški, dinamični, korajžni, vse povsod vas je dovolj, potem pa pridejo obdobja, ko kar nekako ste taki kot cunja, pa nič se vam ne da, pa nič nima smisla. Pa sprašujete se, če ste depresivni, v bistvu pa gre za mojstrsko število 11.2. 11 je tista, ki je prodorna, enka je energija novosti, samozavesti. Je energija, ki gre z glavo skozi zid. Ma kaj zid skozi gorovje? 2 pa je malo bolj zadržana energija. To pa je energija, ki sedi pa počaka, da vidi, kaj bodo drugi rekli, pa kako bodo drugi skozi prišli, pa kaj se bo zgodilo, če bodo drugi nekaj naredili. Je mnogo bolj previdna energija, mnogo bolj sramežljiva energija, seveda je to včasih zelo težko uravnovesiti, zato pa potem življenje je nihajoče. In to velja tudi za november, za vsak november v katerem koli letu. Samo število 11 pa je nam lahko opomnik, da smo na pravi poti. Če denimo vidite 11 nekje na registraciji ali nekje napisano, vam želi življenje povedati, da bodite pozorni na sporočila svoje intuicije. Kadar vidite 11.11 na uri, pomeni, da vas obdaja energija sinhronitet. Da vas obdaja energija, ki vas vabi nazaj v svoje lastne korenine, v vaša prepričanja, tudi v vaš občutek varnosti. Po eni strani vam želi vesolje, življenje, Bog, energija, višji jaz, sporočiti, da ste varni, sporočiti, da napredujete, čeprav morda počasi. Sporočiti morda tudi, da je pred vami večji preboj, število 1 vendarle simbolizira preboj, preobrat, nekaj novega. Po drugi strani pa predvsem, kadar vidite 11.11, vam energija sporoča, da prisluhnite sebi in da sledite tisti poti, ki je vaša. Ne tuja, ne od soseda, ne od družbe, v kateri živimo in tudi ne pot, po kateri ste morda nekoč hodili.
Kadarkoli vidite 11:11 na uri, se prosim vprašajte, ali je pot, po kateri hodite. Morda ravno tisto, o čemer ste razmišljali, ko ste opazili to uro, pravilna. Je to še vedno pot, po kateri želite stopati in kam dejansko boste prišli po tej poti. 11:11 je postalo zelo, zelo popularno. Gledati na uro, slediti 11:11 pred leti, ko je bila, kako bi temu zdaj rekli, težko bi rekla akcija, ker se mi zdi taka groba beseda. Ob 11:11 se je delala 1 minuta za Mati Zemljo. Ljudje, ki so se ukvarjali z reikijem, s theta healingom, z energijskim zdravljenjem, so pošiljali zdravljenje Materi Zemlji 1 minuto. To lahko počnete tudi vi. Popolnoma preprosto. Ko vidite 11:11 na uri, zaprete očke in objamete Mati Zemljo, naravo. Vse to, kar je naš dom, saj smo vendarle del narave, saj nismo prišli z drugega planeta samo na obisk. Ideja namreč je, da vedno nekje na Zemlji je ura 11:11 in da če bi to počeli vsi, ali pa vsaj večina ljudi na Zemlji, bi bil planet Zemlja vedno nekako oblit z ljubeznijo, z energijo zdravljenja, z nekimi lepimi vibracijami. Kar se mi zdi fantastična ideja, zato vas tudi jaz spodbujam, ne glede na to, da je bilo to nekaj let nazaj, da morda obudimo to lepo navado. Kajti, če nič drugega, za tisto 1 minuto se boste tudi vi umirili. In še 11:11, ki je pred vrati. Torej, 11.11.2021 je dan, ki bo v ospredje postavil komunikacijo, odnos, način povezovanja, predvsem pa izbiro, s kom se povezujemo. Zadnji 2 leti sta bili dinamični, sta bili zelo, zelo neharmonični, marsikateri odnos se je skrhal, seveda pa, kot vedno ponavljam, najbolj pomemben odnos, ki ga imamo v življenju, je odnos, ki ga gojimo do sebe. Torej, 11.11. prisluhnite vsem tistim uvidom, prebliskom, mislim, ki se zdijo nenavadni, ki se morda zdijo tudi nelogični, ki vas bodo morda celo presenetili. Poslušajte sebe, poslušajte svojo intuicijo, vse tista sporočila, ki vam jih vaša podzavest želi nekako posredovati na tak ali drugačen način. To pomeni, da morda boste slišali pesem na radiju, pa vas bo na nekaj spomnila, pa vas bo kar nekaj prešinilo. Morda prizor v filmu, morda reklama, morda, kot pravijo, iz neba bo padla nekaj misel. To ne pomeni, da bodo te misli preroške, ne me narobe razumeti. To ne pomeni, da se bo točno tako zgodilo. Velika verjetnost pa je, da boste prejeli vsaj 1 ali 2 opozorili, kaj bi se lahko zgodilo, če svojega življenja ne bomo postavili nekako na tirnice ljubezni in korektnosti in resnice. Kajti letošnji november, celoten mesec, prinaša razkrivanje resnice. Se pravi, 11.11. raziskujte svojo resnico, kaj v resnici vi mislite, kakšni so vaši miselni vzorci, kakšen je vaš notranji dvogovor, kako se do sebe obnašate, kakšen pravzaprav resnično je ta odnos, ki je edini odnos, ki ga negujemo prav celotno življenje, od trenutka, ko smo se rodili, do trenutka, ko bomo zadnjič zaprli oči. Samo en odnos obstaja, ki je resnično v naših življenjih vedno prisoten in vedno pomemben, in to je odnos, ki ga gojite do sebe. Zato bi bilo izvrstno, če bi bil ta odnos spoštljiv, če bi bil korekten, če bi bil ljubeč do sebe, kajti mnogokrat v ljubezni do drugih izničimo sebe, da bi bil iskren in tako naprej. Torej, jaz vam želim en november, ki vam bo pomagal razumeti vaše notranje mehanizme, zaradi katerih morda sami sebe sabotirate ali pa sami do sebe niste ljubeči. Predvsem 11.11. pa vam privoščim tista sporočila, ki jih potrebujete, ne samo tiste, ki si jih želite. Zdaj pa poglejmo, kaj prinaša teden pred nami. Stopamo v 45. teden, prejšnji teden je bil mojstrski, koliko mojstrskih vplivov. Poglejte, proti koncu leta, to niti slučajno ni naključje. Tale teden pa nam želi povedati, da v življenju se nam enostavno včasih preveč mudi. In običajno nam spodrsne, ne zato, ker nismo na pravi poti, ne zato, ker smo nekaj naredili narobe, ne zato, ker nam življenje želi žugati, nas kaznovati, ne zato, ker bi nas karma zasledovala, ampak pravzaprav zato, ker hitimo, ker se nam mudi, ker smo nervozni, ker tako pač je, ker se nam vedno nekam mudi, ker je nekdo v vrsti za nami stoji in je morda nestrpen, ker se nam zdi, da moramo milimeter za drugim avtomobilom voziti, ker sicer bomo, ne vem, kar kaj zamudili.
Velikokrat se mi sami tako obnašamo, ne da bi to sploh opazili. To je bilo zelo, zelo evidentno, ko sem jaz prišla v Ekvador, ker tam so pa res vsi na izi, vse je narejeno, ampak ljudje so sproščeni. In jaz sem kar nekaj dni rabila, da sem iz te naše evropske moderne nestrpnosti, kako je že ura, pa toliko je, pa kdaj bomo zjutraj vstali, pa kaj bomo danes delali, pa neka potreba po kontroli, pa urniku, pa temu, da vem, kam grem danes, kaj bom jutri, kje bom to, kaj bom to, da je to popustilo. A vidite, kako smo v krču, ko začnemo tako razmišljati? Ne dihamo, plitko dihamo. Kako točno naj potem življenje teče, če že mi ne dihamo? Ne more. In jaz vem, da je to seveda v teoriji zelo, zelo enostavno povedati, v praksi pa, ko doživljamo pritiske ali v službi, ali doma, ali na cesti, kjerkoli je to težje, najdemo način, da morda vsaj zadihamo in si s tem olajšamo tisti trenutek, tisto, kar je potrebno narediti. Kajti tisti moment, ki je potreben, da takole naredimo, traja sekundo. Kako pa se mi potem počutimo, pa je lahko zelo, zelo drugače, kot če smo še vedno v tem, kako moramo to pa uno pa tretje, kajti to pa uno pa tretje vodi v krč, vodi v jezo, vodi v nestrpnost, v utrujenost in tako naprej. Torej, tale teden nas bo želel opomniti, kako zelo dragoceno je biti prisoten v trenutku in biti pri tem sproščen in povezan s samim seboj. Velikokrat, ko nas tako nekaj pojezi, ko smo že tako znervirani in se nam mudi, kaj se zgodi? Vse nam prične nekako padati po tleh. Smo nervozni in z ritjo poderemo tisto, kar z rokami naredimo. In obenem ratamo razdražljivi, ogromno naše energije gre v prazno, namesto da bi bili pravzaprav konstruktivni in bi dokončali tisto, kar smo želeli na mnogo bolj umirjen način. Torej, v tem tednu je pričakovati, da vam bodo ljudje stopili na žulj, da vam ne bo šlo vse tako kot po maslu, ravno zato, da vam bo življenje pripravilo okolje, se pravi platformo, v kateri, na kateri, znotraj katere se boste lahko učili ali pa morda povadili odzivati drugače, bolj umirjeno. Kajti, če tega ni v praksi, potem to težko utrdimo kot navado. Zdaj pa poglejmo še, kaj vsakemu izmed vas, glede na vaše število življenjske poti, prinaša tale teden, ker dajemo formulo na zaslon, da boste lahko zračunali. Seštejete svoj rojstni datum do ene same cifre, verjamem, da to zdaj že vsi obvladamo, za tiste, ki pa so se nam pridružili morda danič prvič, pa vseeno nekaj besed razlage. Število življenjske poti je eno izmed 5 osebnih numeroloških števil, razlaga nam, kakšna je naša pot, kakšni so naši talenti, v čemu smo dobri, v čemu smo suvereni. To bo zelo pomembno, da povemo v naslednjem letu, da se vračamo enostavno na tisto našo pot, naše poslanstvo, naš namen, naše naloge, naše lekcije. In poglejmo, kaj čaka vse tiste, ki imate seštevek 1. Torej, 45. teden bo pred vas še posebej postavljal ovire, še posebej vas bo vedno znova opominjal, da naj se vam ne mudi. Kajti vi kot enka ste hitri, ste udarniški. Poglejte enko, tako je kot puščica navzgor. Enko, jaz jo kar predstavljam, vum, pa je ni na koncu tamle nekje za foglom že sedi. Torej, umirjeno. Vprašajte se, kam pravzaprav greste. Kaj je tukaj zadaj za ovinkom, kaj je cilj? In potem ne po bližnici, ampak lepo po poti, ampak umirjeno. To je za enke težko, veste, enke so zelo težko umirjene, enke se zelo težko stavijo za dalj časa. Nisem rekla, da je to nemogoče, ampak načeloma ima radi dinamično energijo, torej v tem tednu počasi, v easy, kot bi temu rekli mladi. Število življenjske poti 2. Pred vami pa je obdobje, v katerem bodite še posebej pozorni, s kom se povezujete. S kom se pogovarjate, komu zaupate, kaj zaupate, do kam zaupate. To, da vas nekdo nekaj vpraša, ne pomeni, da ste obvezani odgovoriti. Nekateri ljudje so resnično, bom rekla, celo predrzni in si upajo spraševati stvari, ki so zelo osebne, ki so morda celo ne na mestu. Ni vaša dolžnost odgovarjati. Po eni strani lahko pogovor speljete drugam, po drugi strani lahko morda situacijo obrnete na hec, kar naenkrat se lahko spomnite, da joj, zdaj se vam pa res mudi. Spremenite temo. Ali pa preprosto povejte, da to je pa pač morda malo preveč osebna tema, v katero v tem trenutku se ne bi spuščali. Sprav, pomembno je, da vi postavite tisto mejo. Bom rekla tako, če si zdaj predstavljate tele listke, ki padajo na pot, katere listke boste odmaknili, se pravi, katere teme se ne boste dotikali, kaj pa morda boste vseeno sprejeli. Torej, s čim ali s kom se povezujete, je za vas še posebej pomembno. Število življenjske poti 3.
Pred vami je čas, ko boste imeli več idej, več zagona, več zamisli, več energije, več navihanosti, več razigranosti. Tudi za vas velja, da naj se vam ne mudi. Število 3 včasih povezujemo z notranjim otrokom, včasih povezujemo tudi s tistim našim nezrelim otročkom, ki bi takoj izdali čokolado, ker jo je videl pri blagajni in je dobra in se bo potem svet podrl in če ne bo zdaj ledu, bo zelo žalosten. Taka energija bi se lahko sprožila v tem tednu, ne ji nasedati, nič ne bo izginilo iz tega sveta, pa nič ni tako zelo imenitno, kot se v naši domišljiji velikokrat dozdeva, da je, potem pa ugotovimo, da morda sploh ni tako zelo čarobno. Torej, v tem času predvsem poslušajte sporočila sebi in se učiti prepoznati, kaj je intuicija, kaj pa je naša domišljija, ki vedno zapakira stvari bolj čarobne ali pa bolj črnogledo, kot dejansko so. Torej, nekako boste v tem tednu kot pepelka, izluščite, kaj je intuicija, kaj je tisto, kar so dejansko duhovna sporočila, kaj pa je, da po domače rečem, šunder. Število življenjske poti 4. Pred vami je nekoliko bolj stabilna energija, vseeno pa bo kar nekaj dražljajev, ki bo testirala, ali boste na svoji poti ostali ali boste morda zašli kam drugam. Zelo pomembno v tem času je, da morda v svojih odzivih niste preostri. Poglejte, če si tlele predstavljate tole štirko, ne tako s komolci. Ljudje bodo morda vaše besede, ki ne bodo mišljene na tak način, tako doživljali. Vsi bomo nekako v nekem takem mehurčku, veste, ko se nam bo mudilo, pa nam bo šlo vse na živce, kar ne gre, vi pa imate mirno energijo. Se pravi, če se meni nekam mudi, pa imam zraven nekoga, ki je, ja, pač ne moreš skozi, kaj boš zdaj, a ne? Se lahko zgodi, da bom jaz jezna na to umirjenost. Ljudje smo si različni. Torej, če imate občutek, da v vaši bližini greste nekomu na živce, je velika verjetnost, da vašo komunikacijo doživlja takole, kot komolček. Ker si izvede, ni vaš problem, lahko pa žogo umirite, lahko pravzaprav s to umirjenostjo pomagate okolici. Pomembno pa je, da ta nemir, ki ga čutite okoli sebe, vas ne vrže s tira, vas ne zmede, vas nekako ne spelje na drugo pot. Torej, v tem tednu bodo skušnjave, v tem tednu bodo neke stezice, ki se bodo pojavljali levo in desno. Od vas pa bo odvisno, ali boste ostajali na glavni poti ali ne. Podobni izzivi se obetajo tudi številu življenjske poti 5. Torej, drage petke, tudi vas bo življenje testiralo, kam ja, pa kam ne. Torej, tale pot tukaj bo se kar naenkrat začela zdeti zelo dolgočasna. Začeli boste iskati razne stezice, odcepe ali pa se podali popolnoma v neznano. S tem seveda ni nič narobe, dokler vi poskrbite za svojo varnost in da poskrbite tudi za svoje obveznosti. Nažalost, v tem tednu bo življenje preizkušalo, kje ste zanesljivi in kje niste, kje resnično vztrajate, kjer ste odgovorni, kje pa morda jo odsvirnate stran prehitro. Tako kot otroci, ki smo ga omenjali pri trojkicah, včasih vsi puščamo stvari, obveznosti in naloge za jutri, pa za čez vikend, pa za takoj v ponedeljek, pa takoj potem. To bo življenje zelo preizkušalo. Po eni strani, kot smo rekli, umirjeno v stresne situacije, po drugi strani pa ne pozabiti, kam ste namenjeni. Nič ni narobe s tem, da greste po drugi poti, po 15 poteh, če se vmes usedete, greste skočiti s padalom in tako naprej, ampak ostanite na tisti glavni poti, ki ste si jo izbrali, torej tako kot za enkice, tudi za vas velja, kam tukaj na koncu v bistvu pravzaprav greste. Število življenjske poti 6. Tako kot že dolgo časa, tudi ta teden pred vami izzivi ljubezni do sebe, v smislu, ali si spočijete, ali si vzamete čas zase, ali se umirjate, kako vi skrbite zase in za svoje fizično telo, ali najprej poskrbite za vse ostale, pa potem za svoje potrebe, svoje zdravje, ali ko govorimo o zdravju, bi lahko rekli, da veste o drugih več kot o sebi, kaj potrebujejo, česa jim primanjkuje, kaj jim paše. Kaj so tiste fizične razvade, ki pa vam prijajo? Ker ponavadi za svoje ljubljenje vsi vemo, kje je njihova najljubša barva, pa muska, pa hrana, pa pijača, pa film, pa tako naprej. Včasih pa sami za sebe ostajamo pri nekih izbirah izpred davnih let. Včasih se pa niti ne vprašamo. Torej, življenje bo nekako zaviralo stvari okoli vas, zato da bi se vi vprašali, kaj pravzaprav pa vam paše in ali pot, po kateri stopate, je vendarle pot, ki si jo želite, ki ste se jo izbrali, je še vedno tista, kot
ste si jo zamislili ali bi morda kaj popravili. Torej, sporočila, prebliski, uvidi, ki se vam obetajo, so povezani ravno s tem izzivom. Kako imeti sebe radi, na zdrav, umirjen in nenazadnje varen način. Število življenjske poti 7. Drage sedmice, v tem času bi se vi mogli počutiti itak bolje kot prej. Število 11 povezujemo z duhovno rastjo, z raziskovanjem, z analiziranjem, ravno tako pa tudi število 7. Torej v tem času, ko bo sama energija zavirala, kot smo rekli, uporabite to obdobje za branje knjig, za delavnice, za morda kakšno predavanje. Na internetu je ogromno dostopnih vsebin, kvalitetnih vsebin. Torej, raziskujte sebe, analizirajte sebe, kaj je vaša resnica in obenem predajajte potem svoje ugotovitve naprej na nevsiljiv način. S tem nočem reči, da vsiljujete svoj prav, ampak hočem povedati, da zelo hitro bo to tako razumljeno v tem tednu. Kot sem v uvodu povedala, po vsej verjetnosti bomo malo bolj razdražljivi ravno iz te potrebe, da bi se naučili biti bolj umirjeni. Če imate na drugi strani sogovornika, ki je izrazito napadalen v svojih besedah, ki izbira agresivne izraze, mu lahko vi svojo suverenostjo in nenazadnje dostojanstvom pokažete drugačno pot. Drugačen način komunikacije, drugačen način delovanja, razmišljanja in odzivanja. Mogoče ta oseba se pravzaprav tega ni imela kdaj kako naučiti. Morda boste nekoga ravno s tem navdihnili. Prav zagotovo boste pa vi bolj umirjeni, če ne boste šli nazaj v konflikt ali pa v to, da bi sebe argumentirali ali ne nazadnje celo zagovarjali. Torej, čim bolj umirjeno povedati, kaj mislite in potem žogico umirjati. Število življenjske poti 8. Tudi pred vami je obdobje, v katerem bo življenje testiralo, ali je pot, po kateri stopate, tista, ki si je še vedno želite, kaj vse bi dodali zraven, kako bi uravnovesili energijo dejanja, sprejemanja zgoraj, spodaj, levo, desno, se pravi, veliko bo dražljajo, po drugi strani bo pa tudi veliko možnosti za uspeh. Veliko možnosti za doseganje tega, česar si vi želite na drugačen način, mogoče celo malo eksotičen način, predvsem pa vas življenje spodbuja v temu, da se ne pozabite ustaviti in prepoznati, kaj vse ste že dosegli, presegli, se naučili, dosegli in tako naprej. Velikokrat so osmice enostavno prehitre. Glede na to, da energija zelo teče zgoraj spodaj, ste malo v duhovnosti, pa malo v materialnem, pa malo v egu, pa malo v tem, pa malo v unem. Ustavite se. Pojdite v tole točko tule v sredini. Ustavite se. Poglejte, kje sploh ste in kam si želite iti in potem postavite, ne bom rekla svoje vrednote, ampak bom rekla svoje prioritete, reorganizirajte. Zato pa se seveda potrebno ustaviti in včasih ravno, ko nas nekaj pojezi, vidimo, da nam morda niti več ni tako zelo pomembno, kajti lahko da vas sploh več ne bo zmotilo. Torej, predvsem opazujte svoje lastne spremembe v razpoloženju in svoje lastne odzive. Število življenjske poti 9, tudi za vas bo zanimiv teden pred vami. Predvsem boste nihali v svojih čustvih in v svojem mnenju o preteklosti. Torej, lahko se zgodi, da boste kar naenkrat mnenja, da neka oseba iz preteklosti, za katero ste zelo grdo govorili ali pa je zelo negativno doživljali, da vas bo nekaj prešinilo in boste kar naenkrat razumeli to osebo ali obratno, da se bo nekdo iz preteklosti izkazal kot ne tako zelo prijazen in se bodo te besede bolj kot ne izkazale za osladnost. Torej, to ne pomeni, da vam nekdo želi škodovati, to pomeni samo, da boste nekako se ozirali v preteklost in izbirali, kakšne osebe želite še naprej s seboj, kakšne energije, kakšne navade, kar pomeni, da se bo ta energija odražala na vseh področjih v življenju. Kakšna prehrana je za vas v redu, kakšni filmi, kakšna glasba, kako se gibate, koliko spite in tako naprej. Devetke se odločite, kaj boste zajele s seboj v tem tednu, seveda vas pa zato v prvi vrsti bo marsikaj zmotilo, da se boste odločili, da tega pa res ne. Torej, naj vas stvari ne spravijo ob živce, to ni njihov namen. Njihov namen je pravzaprav, da mogoče, veste, tako tudi, ko se sprehajamo, storžek lahko poberete, pa ugotovite, da vam ni všeč, pa ga vrnete. Torej, ne vse, kar vam je življenje nekoč namenilo, nositi seboj. Ta prtljaga ni nujno temu namenjena. Tako, to je bil pregled od števil 1 do 9, tudi sicer za vse nas velja, da nas bo življenje testiralo, ali smo resnično tako zelo odločeni, da stopamo po poti, ki je naša. Ja,
Nasplošno pravimo, če je namenjeno, se bo že zgodilo, a ne? Če je nekaj vodeno, namenjeno, usojeno, katerokoli besedo bi uporabili, imamo občutek, da se kar mora samo od sebe zložiti. Pa ni vedno tako. Včasih življenje, Bog, usoda, katerikoli izraz je vam ljubši, testira, ali mi resno mislimo. Kajti včasih tudi mi sami malo pozabimo, pa nismo več tako zelo zagnani, pa več ne investiramo toliko energije, pozornosti, ljubezni sebe v nekaj. Ali gre za to za odnos, morda gre za šport, morda gre za način prehrane, morda gre za učenje nečesa, za našo nenazadnje lastno, osebno in duhovno rast. Torej, marsikdaj zelo noter pademo, pa nam je nekaj ful dobro, potem pa enostavno ne razvijamo te navade, da bi se v določenem tem kontekstu razvijali. Zato nas bo v 45. tednu življenje malo takole s komolčkom pod rebrca usekalo, da bi preverilo, ali nas bo malo zbudilo, ali bomo pa rekli, meni se to ne da in bomo določene stvari celo opustili. Ker je ključno vprašanje tega meseca in tega tedna je, ali sem to jaz, ali je to moje, v smislu je to moja izkušnja. Torej, če boste v neki konfliktni situaciji, morda ste vi tisti, ki kaže ogledalo, morda ste vi tisti, ki inspirira, morda ste pa vi tisti, ki je učenec. Tudi s tem je vse v redu, ni prav, pa ni narobe. Smo samo mi. In vsi mi imamo nešteto odtenkov, takih malo lepših, pa takih malo bolj nezrelih, pa takšnih, pa drugačnih. In ravno to je čar življenja. Saj, če bi bili vsi enaki, vsi isti, če bi vsi enako razmišljali, enako ravnali, pa veste, kakšen dolgčas bi bil to. Torej, negujte prav vsak svoj odtenek, poglejte v naravo, kako je čudovita zdajle v jesenskih barvah. Ravno tako ste čudoviti vi. In če ne bi bil vsak listek na drevesu malo drugače pobarvan, ne bi prišlo do teh čudovitih prizorov, ki jih vidimo. Torej, ne se bati biti tisti najbolj poseben, morda najbolj odpičen, morda najbolj barvit, najbolj pisan listek na drevesu. Dragi moji, za več vsebin seveda kot vedno vabljeni na www.lili-forum.com. Vidimo se znova naslednji ponedeljek, jaz pa vam želim en čudovit 11.11. in en čim bolj udarniški november. Pa, pa!